ti ne pričakuješ resnejše korekcije, torej 20-25% upada, še manj pa pričakuješ prihod medvedjega trenda. Natančno tako. Mislim, da do zloma ne bo prišlo. Coca-Cola je kupil pred mnogimi leti, ker je bila cena takrat super atraktivna. Blagovna znamka je bila pa zelo prepoznavna. Ne prodajaj v narekovajih Dončića po 3 slabih tekmah. Ampak ta denar ni cash na vpogled, ampak je denar na nekih kratkoročnih naložbah, obveznicah in tako naprej. Zato je recimo so hiše dobra naložba za vlagatelje, ki imajo slabe živce. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Zadnji borzni in kripto popravek, ki se je zgodil 4. novembra, je morda marsikoga prestrašil, ali gre za zdrav popravek ali začetek medvedjega trenda, bo seveda pokazal čas. Čez natanko en mesec, 4. decembra, se bodo naši slovenski biki in medvedi soočili v borznem ringu na dogodku MoneyHow live v Kristalni palači in če pride medved, postane dogodek še bolj aktualen. Zakaj? Ker v obdobju medveda, ko prevladuje pesimizem, se odpirajo nova in nova vprašanja. In sicer, koliko dolgo časa bo trajal medvedji trend, za koliko lahko tečajnice upadejo, katere panoge so zanimive v tem obdobju, kako obrniti strategijo, ko je razpoloženje na trgu slabo. O tem smo pisali tudi v sveže objavljenem članku Popravek ali prihod medveda, spoznajmo zver, ki morda trka na vrata, kjer pravzaprav analiziramo, kakšno škodo oziroma priložnosti lahko prinese medvedji trg. Sam popravek pa ni neko presenečenje. Od aprila smo imeli euforično rast tako na borznem trgu, kot seveda tudi na kriptotrgu, ob koncu leta pa je običajno čas tudi za unovčevanje dobičkov in rebalansiranje portfeljev. Kot dolgoročna investitorka vam lahko povem, da sem na dolgi rok bikovsko razpoložena, se pa seveda zavedam, tako kot večina, da so trgi v določenih segmentih pregreti in zgodovina kapitalskih trgov je jasna. Medvedji trendi niso konec sveta, pogosto so začetek najboljših dolgoročnih naložbenih priložnosti. Zato dogodek spopadi bikov in medvedov z vsako korekcijo v bistvu postaja še bolj relevanten in aktualen. Tako da vabljeni, da se nam pridružite. Kar se tiče same strategije Buy the Dip, o tem smo napisali poglobljeno analizo, objavljeno je na money-how.js. Ta strategija se seveda velikokrat dobro obnese, včasih pa nam lahko tudi malce ponagaja, je kar nekaj pasti pri izvajanju te strategije. Sicer pa sem včeraj pripravila še en članek in sicer z naslovom Prodnjak opozarja, da se denar valja tudi po žepih, ne samo na bančnih računih. Pripravila sem namreč članek o tem, da imajo Slovenci več kot 24 milijard evrov denarja na vpogled, torej denar, ki dobesedno leži na bančnih računih in v tem smo pravzaprav prvaki. Hkrati Blaž Brodnjak, prvi mož NLB, še izpostavlja, da smo tudi na drugem mestu po deležu gotovinskih plačil ter dodaja, da NLB upravlja kar 70% vse slovenske gotovine. Po njegovem mnenju na to vpliva tudi izrazito previsoka obdavčitev dela, zaradi česar se išče obvode v gotovino. Torej, to ne pomeni, da denar samo kopičimo na bančnih računih, dobesedno se nam valja tudi po žepih in Slovenci smo očitno prvaki v hrčkanju denarja. In če pride medved in imate denar na razpolago, se pocenitve lahko izkaže tudi kot odlična priložnost, seveda morajo biti tudi usklajene z vašo nagnjenostjo k tveganju. Danes se bomo pogovarjali o strategijah dolgoročnega investiranja, ki vam lahko tudi seveda pridejo prav. Dedek dolgoročnega investiranja je 94-letni Warren Buffett, ki je na borzni parket vstopil kot 12-letni deček. 1. novembra, ko smo mi prižigali svečke pokojnim, je Berkshire Hathaway, njegovo podjetje, objavilo poslovne rezultate. Vsi poslovni mediji so pa se obregnili ob 382 milijard evrov denarja in denarnih ustreznikov, rekorden kupček, ki se je nabral Berkshire Hathaway v zadnjem letu. Buffett namreč že leto ali dve pravi, da ni primernih naložb
potrebno je pa tudi seveda razumeti Buffettovo strategijo. On ne kupuje delnic, on kupuje podjetja. V tokratni epizodi se bomo dotaknili koncepta Mr. Market oziroma gospod Trg. Pogledali bomo tudi, kaj kaže Buffettov indikator, kako je Buffett preživel vsa ta turbulentna obdobja in kaj pravzaprav pomeni biti potrpežljiv na borzi. Pred mikrofonom je Zlatko Turkovic, borznik, prevajalec knjige The Intelligent Investor oziroma Modri investitor in avtor knjige Modri investitor, praktični primeri. Zdravo, Zlatko. Zdravo, lepo pozdravljeni in tudi tebi pozdrav. Ja, a greva midva začeti kar s aktualnim dogajanjem na trgu. Včeraj smo videli manjšo korekcijo na borznih trgih, na kriptotrgu je mogoče bila malce večja. Zdaj, proti koncu leta načeloma se unovčujejo dobički, rebalansirajo portfelji. Kako ti kot borznik z res dolgoletno tradicijo investiranja doživljaš recimo takšne trenutke, takšne korekcije? Je to običajna korekcija v kontekstu neke te euforične rasti, ki smo jo videli v zadnjem letu, ali meniš, da se mogoče nakazuje kaj globjega, mogoče začetek medvedjega trenda? Zdaj, če gledamo kratkoročno, recimo iz vidika parih mesecev, pa to, kar se zdaj dogaja zadnje mesece, pa zdaj zadnje tedne, pa sedaj pa malce perspektive za prihodnje mesece ali tedne, v bistvu igrajo dejavniki psihologije in obrestnih mer glavno vlogo. Tukaj je zelo pomembno zdaj to, da so obrestne mere centralnih bank in pa nasploh tržne obrestne mere v fazi nekega zniževanja ali pa vsaj namena centralnih bank, da jih nekako znižujejo. Zdaj, s kakšno dinamiko, to je druga stvar, ampak to je nek vidik, ki mogoče daje večjo verjetnost, da do neke konkretnega zloma ali padca trga ne bo prišlo. Zdaj, mnogi pravijo, ja, vse je napihnjeno, res je napihnjeno. So vrednosti nekaterih delnic, zdaj, če samo se dotaknem teh nekih tehnoloških, ki so vezane na umetno inteligenco na zelo visokih nivojih, in ja, po logiki bi to morala biti korekcija. Vendar, če tukaj paralelo navedem na leto 1999 ali pa 2000, kar mnogi delajo paralele, da je zdaj isto, kot je bilo takrat. Malce razlika med zdaj pa takrat je bilo stanje gibanja obrestnih mer centralnih bank. Leta 1999-2000 je takrat centralni bankir ameriški Alan Greenspan zelo jasno nakazal, da bo šle obrestne mere gor in jih je tudi zlagoma zviševal. To je, bom tako rekel, smrtno nevarno za borzni trg, če je tako in tako že precenjen po parametrih. Sedaj je mogoče tudi precenjen, podobno kot je bil, zelo verjetno. Ampak s pomembno razliko, da zdaj obrestne mere, vsaj gledano zadnje leto, leto in pol in pa tudi naprej, so v nekem trendu padanja. Čeprav blagega, in ta okoliščina mogoče preprečuje, da bi videli neko pomembno, govorim pomembno korekcijo ali celo nek borzni zlom. Okay. Se pravi, pomembna korekcija zate pomeni kaj? Ja, zdaj, če bi tole nekje številčno 20-25%, jaz se drugače pogovarjam z dolgoročnim investiranjem in recimo neke mala nihanja plus minus 10% jim ne pridodajem nekih pomembne pozornosti. Bolj nekje gledam, zakaj, kakšne so okoliščine, v tistem smislu, kot sem povedal. Med temi so obrestne mere, gibanje obrestnih mer, smer gibanja, ker ta smer gibanja določa tudi pričakovanja milijonov borznih vlagateljev po svetu. Če bi zdaj recimo bankir ameriški centralni Powell napovedal, da bo
da je inflacija problematična in da bo moral zvišati obrestne mere, da bi to jasno povedal, bi dejansko poleg samih obrestnih mer pokvaril tudi psihologijo kratkoročno na trgu. In to bi bilo usodno, ker pa pravi, da je zdaj večja skrb, ne slaba ekonomija, in da bomo morebitno inflacijo, ki je zdaj okoli 3%, pustili začasno na stran in da bomo ta problem reševali kasneje, da zdaj moramo ekonomijo reševati. To pomeni, da bo verjetno tako ali drugače obrestne mere, da bo zniževal. Kar je pa za trg zelo v bistvu ugodno. Ali bo zdaj... Ja, izvoli. Ja, videli smo zdaj ta 25 bazičnih točk, res ključnih obrestnih mer, referenčnih obrestnih mer, ampak vseeno je pa Pavel tudi napovedal oziroma opozoril vse, ne, da decembrski res ni zagotovljen. Tako da je malo umiril ta pričakovanja in tudi same pričakovanja so v bistvu drastično upadla, mislim, da iz 95% na 65%. Natančno tako, Marja, kot si zdaj povedala. Povedala si bistvo, zakaj je prišlo trenutno do neke male ohladitve na borzi. Ravno zaradi tega, ker je malce ohladil pričakovanja glede bodočih rezov. Da, verjetno letošnjega reza mogoče ne bo, ali pa da ni siguren in da prihodnji rezi ne bojo tako hitri, kot je trg pričakoval. Verjetno pa bodo, zdaj ne pa tako hitri. No, in taki stavki recimo vplivajo na trenutno ohladitev borznega trga, ki je mogoče precenjen po osnovnih parametrih, kar zdaj je. Ja, ravno prejšnjo epizodo smo posneli z Egonom Zakrajškom, ki v bistvu spremlja dobesedno iz prve vrste dogajanje na ameriški centralni banki, in on je v bistvu rekel, da je bila odločitev centralne banke za ta res, ne, da je bil to insurance cut, se pravi, da so v bistvu zarezali iz preventive, zaradi tega, ker zdaj kar nekaj težav v Ameriki, podatkov ni zaradi zaprtja vlade, in tudi ta trg dela trenutno je mogoče, potencialno bi lahko predstavljal kar velik izziv za centralno banko in pa na splošno gospodarstvo. Ja, bojijo se za stanje ekonomije, ker neki zadnji podatki so bili glede, kakšna je brezposelnost oziroma prijave na tisti, ki so prvič brezposelni, to sta neka dva taka osnovna podatka, sta bila malce slabša. Zdaj, ali sta to trenutna podatka ali ne, Pavel je dejal, da čaka še več podatkov, ampak mislim, da malce sluti, da je treba gospodarstvu ponuditi roko, pomagati. Zdaj mogoče ne na vrat na nos z znižanjem obrestnih mer z bianko podpisom vnaprej, ampak glede na spremljavo podatkov. In govorica v bistvu, kaj pravi centralni bankir, je zdaj v tem trenutku usodnega pomena za gibanje borznega trga. Če bi imeli podcenjene delnice, recimo, da bi bili po price earningu in ostalih vidikih delnice podcenjene, da bi bile depresivne, potem te novice glede obrestnih mer ne bi imele tako velikega vpliva. Ker pa so neki nivoji že malce višji, je pa tale ton govora Pavela zelo pomembnejši. Ja, in vsi to sokolje spremljamo zdaj, kaj bo rekel, kdaj bo rekel, kako bo rekel, vsako mimiko, obrazno mimiko v bistvu zdaj analizirajo dobesedno, ne. Poleg tega je pa še pritisk strani Trumpa na Pavla, na centralno banko, naslednje leto mandat poteče Pavlu, tako da kar nekaj zanimivih dogodkov nas čaka, ampak če povzameva tvoj zaključek, ti ne pričakuješ resnejše korekcije, torej 20-25% upada, še manj pa pričakuješ prihod medvedjega trenda. Natančno tako. Lahko celo zelo verjetno, da bo borza kljub na tem navideznem kaosu, če temu rečem, precenjeni tečaji, nihanja in tako naprej, čakanje na novice, celo da bo rahlo pridobivala. Se lahko zgodi. To je malce kontradiktorno in skregano z logiko, ampak ravno kot sem povedal, Pavel
njegove besede. Zdaj pa tukaj si še dobro omenila, potečemo mandat in Trump ima neke nove kandidate. Zdaj nekih 5 ima, med njimi ni Powell. Zdaj, če bi Pavel hotel teoretično imeti službo še za eno obdobje, bi mogel zdaj zelo nižati obrestne mere. Lahko da to stori tik pred zdajci, če bo hotel uskočiti noter, ampak po moje, da niti ne. Ampak mislim, da on ne bo kvaril bom rekel, predstave. Ne? Da bi rekel, zdaj bom pa jaz brenzo obrestne mere višal, sej pa itak nima več službe, mi je vseeno. Nekaj le dajo na ugled ti ljudje, ker v zgodovino se pol zapišejo, ali je on povzročil zlom gospodarstva ali ne. Tam je v Ameriki to pomembno. Ni nepomembno, kakšno ime pustiš za sabo. Ja, je pa Trump nastavil Pavla, to tudi je treba vedeti, ne, tako da. Prijateljstva se skrhajo, ja. Prijateljstvo, ja, res je. Okay. Zdaj, če praviš, da ne vidiš neke resne korekcije tukaj, da 10-15% korekcije, to so dobesedno stalnica, res na borzi 10-15% korekcije, vidimo jih večkrat na leto. In seveda zdaj se bo pojavilo vprašanje, ali zdaj iti v to buy the dip strategijo. Mi smo naredili na MoneyHow podrobno analizo, kdaj se to splača, kdaj se to ne splača. Kako pa ti gledaš na to strategijo buy the dip? Se veš, mali vlagatelji iščejo priložnosti za neke take zaslužke. Buy the dip je priložnost, da morda kupiš izvrstna podjetja. Če se bova kasneje vrnila na to klasifikacijo super podjetja, dobra podjetja in pa slaba podjetja, ne, po recimo dolgoročnem investiranju, je take priložnosti so, bom rekel, idealne za nakup nekih izvrstnih podjetij, ki sicer kotirajo po zelo visokih cenah. Potem, kakšna naj bi bila to podjetja, mogoče malo kasneje. Zakaj kasneje? Zdaj mora vedeti, zdaj ljudje zanima, če si nastavil vabo. Ja. Kaj pomeni super podjetje? V bistvu, zdaj, če dam takole neke hitre primere. Imamo recimo izvrstna podjetja, tipa, ne vem, če temu rečem, tudi Buffett, ki ima recimo Apple, potem recimo tudi ASML, če samo dva taka izpostavim. Recimo ta podjetja so izvrstna in so v normalnih borznih časih, ko so ljudje niso prestrašeni, zelo draga, ne? Kotirajo po zelo visokih rekordnih cenah. Zdaj, ko nastopi tak trenutek, kakor je sedaj, lahko cena takega podjetja recimo pade, ne vem, tako kot si rekla, za 10-15% in v taka izvrstna podjetja lahko vstopiš. Kajti ta tip podjetij, izvrstnih podjetij, so podjetja, ki jih preudarni dolgoročni vlagatelji držijo, bom rekel, dolgo ali pa forever, za celo življenje. In seveda pomembno je pa, zdaj dobro je pa, da taka podjetja ne kupaš po super rekordnih cenah, ampak malce čakaš na tele dipe, ki si jih ti omenila. Kaj pa dobra oziroma slaba podjetja? Nisem, če lahko še to definirati. Druga kategorija, ne, so dobra podjetja, ki zdaj nimajo take superiornosti na trgu, kot recimo odlična podjetja, ki sem jih malo prej omenil, se borijo z nekimi konkurenti oziroma substituti in tako naprej. To je pa drug tip podjetij, ki jih pa dejansko naj bi se kupovalo po atraktivnih cenah. Zdaj, ali bo tale dip ponudil atraktivne cene, za teh velja počakati. Vrednost tega padca je v tem, da se takih priložnosti ponudi več. Seveda lahko tudi v normalnem borznem času najdeš zanimiva odlična in pa zanimiva dobra podjetja, ampak jih je precej manj in več dela te čaka, da jih najdeš. Ko pa borza pade, potem pa dejansko je teh rib
v ribniku naenkrat ogromno. In dejansko je lov, bom rekel, enostavnejši. Vrneš trnk in ulov je zagarantiran. Tudi tam, ampak v neproblematičnih časih je teh priložnosti manj. Kar pove do konca. Ja, zdaj, ko smo glih to temo načela, pa da ne bi pozabil povedati, recimo, da kaj je s temi super odličnimi podjetji, kaj odlikuje dobra podjetja in kaj odlikuje, bom rekel, slaba podjetja ali pa, če bi rekli, posle. Odlična podjetja odlikuje izvrstna prepoznavnost blagovnih znamk in pa unikaten položaj na trgu. Recimo pri Apple, kupci rečejo, imam iPhone. Bom rekel, je to kar sinonim za prenosni telefon, že kar. In ima tako močno blagovno znamko, da je vstop nekih drugih konkurentov, ki bi zdaj hotel njega izpodriniti iz prvega mesta, zelo, zelo težek, praktično nemogoč. To je prva stvar, ki je pri takem podjetju, izvrstnem podjetju značilna. Druga stvar je tako imenovan sposobnost, ali lahko to podjetje dvigne cene svojim izdelkom, brez da so posledice na trgu. Recimo, on lahko svoje iPhone podraži za 10-15%, trg ne bo trzno. Unika so že do zdaj iPhone kupovali in bojo še naslednjih nekaj let. Ni pomembna cena. Potem so še recimo denarni tok, ki ga ustvari, in pa druge podobne stvari. In taka podjetja naj bi se kupovala po primernih cenah. Zdaj, če jih dobiš po atraktivnih cenah, je zelo težko. In tale dip je recimo mogoče priložnost, da kakšno tako podjetje ujameš. Recimo drugo tak primer je podjetje ASML, če ga omenim, to je podjetje, ki dela litografske mašine za izdelovanje najboljših polprevodnikov, kjer je prvi in pa dejansko praktično monopolist. To podjetje ima tudi sposobnost, da dviguje cene vsaki naslednji generaciji svojih produktov. Poljubno, praktično poljubno, ker nima konkurenta. In recimo kupci, kot so Nvidia in pa podobni, ki hočejo delati najboljše produkte, morajo tako mašino kupiti. Recimo, to je izvrsten posel, in to je recimo najbolje se v takih časih fokusirati na taka izvrstna podjetja. Zdaj imaš pa nekaj srednji razred dobrih podjetij, tukaj imaš celo plejado, mogoče neke farmacije ali pa drugih proizvajalcev polprevodnikov, ki so nadomestljivi. Recimo Texas Instruments je nadomestljiv. Če ne bo on, nekdo drug vskoči in tako naprej. Skratka, ograja okrog njegovega posla, okrog njegovega podjetja ni tako velika kot recimo prej pri ASML-ju. Zdaj, taka podjetja je treba kupovati po bolj atraktivnih cenah kot prva. In delo je malce bolj, bom rekel, razpršeno, ker teh podjetij je več, jih je veliko. Pa so pa recimo slaba podjetja, če malce dam, kaj bi bila slaba podjetja, oziroma slabi posli, če temu tako rečem. Recimo podjetje, ki bi predelovalo krompir. Tam je vstop v panogo zelo preprost. Če cena zraste, se takoj novi producenti oglasijo in tako naprej. Taka podjetja pa dejansko po nekih dolgoročnih parametrih nasplošno niti niso zanimiva, oziroma če se z njimi ukvarja vlagatelj, mora dejansko zelo selekcionirati vstop, izstop iz take naložbe. Okay. Zdaj, vsem se moramo dotakniti še malo aktualnega sentimenta na trgu. Danes sem gledala indeks strahu in pohlepa in seveda vidimo, da je v območju ekstremnega strahu. Vidimo tudi, da je sam VIX nekoliko poskočil, se pravi indeks strahu VIX je nekoliko poskočil, hkrati se pa je oglasil Michael Burry, mislim, da ga večina pozna kot enega človeka, ki je pravilno napovedal finančno krizo, borzni
zlom leta 2008 in zdaj on tudi stavi na padec tehnoloških velikanov in sicer rekel je, da stavi na upad tečajev delnice Palantirja in Nvidije. Kako ti gledaš take napovedi, takih profilov? Ja, in oglasil se je direktor Palantirja, Karp. Ja, bil je zelo besen. Da Bori ne ve vsega, tako da z napačnega kota gleda na stvar. Ja, ampak delnica Palantirja je pa upadla, mislim, da za koliko, 8% ne, v enem dnevu. Bil je zelo slabe volje, rezultati so bili fenomenalni, ne, bombastični, mislim, da je uporabil besedo, ampak ja, rezultati potem na borzi. Nekatere delnice je hotel povedati ta gospod Burry, jaz ga sicer ne spremljam veliko, ja, je pač zadev takrat. Veliko delnic kotira po zelo nenavadnih kriterijih, pač na podlagi ogromnih pričakovanj vlagateljev. Recimo Palantir je eden od teh. Zdaj, vlagatelj naj ne bi imel vse delnice tipa Palantir v portfelju, to absolutno ne. Lahko si kakšno avanturo privošči, da ima kakšno tako podjetje, ne pa nasploh. Zdaj, ali bo imel, kdo bo imel prav v tem naslednjem, pač v prihodnosti, ne, od teh dveh, ali gospod Burry ali gospod Karp, jaz mislim, da tako kot sem že v štartu povedal, mislim, da do zloma ne bo prišlo. Zdaj, nekatere kategorije delnic lahko rečem, da so mogoče malce hudo prenavite. In mogoče tukaj mislil Burry na tak tip delnic, močno precenjenih podjetja, ki so praktično komaj da zlezla v polje dobičkov. Seveda gre za nove panoge, za neraziskan teritorij, gre tudi za neke podjetja, ki so povezane z umetno inteligenco, ki so prav tako zelo super navite cene in tu verjamem lahko, da bo rast v prihodnje malce počasnejša oziroma nihanja večja. Ampak je pa cela plejada delnic, ki so pa dejansko zanemarjene. In te zanemarjene delnice ne verjamem, da se bojo zlomile. Tako jaz osebno gledam. Ali lahko še nekaj, zdaj si večkrat ponovil, da ne verjameš, da bi do zloma lahko prišlo. V kakšnem časovnem obdobju mi zdaj to govorimo? Zdaj do konca leta ali mogoče vidiš kakšen zlom v roku 2 do 3 let? Kar nekaj ljudi nekako pričakuje v tem razponu 2 do 3 let, da bi lahko prišlo potencialno do neke krize. Konec koncev, tudi Egon Zakrajšek je zelo lepo povedal, finančne krize so predvidljive. Ne vemo sicer pa, kdaj se bojo zgodile. To je dobro vprašanje. Recimo leta 2, zakaj zdaj imamo recimo tako dolg ciklus rasti borze, dobro, pustimo zdaj korono, ne, ko se je zlomila, ampak je potem zlezla gor. Zaradi česa bi lahko prišlo do zloma? Seveda, cene so nekim delnicam visoke, navite in ali bo prišlo do neke pomembnega padca, tako kot si rekla, v naslednjih 2 letih, jaz ne napovedujem nekako tako vnaprej. Gledam nekje, če kratkoročno dogajanje napovedujem, gledam nekje iz vidika pol leta horizonta. Vse odvisno od gibanja obrestnih mer. Če se bo obrestne mere lepo gibale navzdol, mislim, da bo, kar je velika verjetnost, nekega groznega padca, zloma, se mi zdi, da ni na mestu. Tako da jaz sem glede tega bolj optimist kot pesimist. Kaj pa, če stojijo obrestne mere, se pravi, da se ne premikajo navzdol oziroma da se ne režejo? Ja, zdaj za to obstaja razlog. Če neha rezati obrestne mere, to pomeni, da se gospodarstvo stabilizira. Se pa tudi podatki podjetij malce izboljšujejo. Veliko stvari to vpliva. Največja zanimivost je še nekaj, kar sem pozabil povedati. Recimo geopolitična situacija v svetu je recimo zelo slaba.
In v slabi geopolitični situaciji ponavadi borza naj ne bi rasla, ker mir v svetu, sožitje dviguje borzo, grmenje topov znižuje. In pravi neko pravilo, ko grmijo topovi, ko je slabo, se kupuje. Tako da, če še tole dodava zraven k vsemu temu, no, da pa že zdaj je tako napeto, kot je bilo napeto zadnje mesece, pol leta, pa od ukrajinske vojne v Ukrajini naprej. Slabše bi bilo samo še totalna konfrontacija. Dobro, zdaj v takem primeru je pa tudi možen polom borze, ne? Ampak verjetno zato je po mojem manjša od 5%. Okay. A greva mi zdaj na investiranje po Warrenu Buffettu? Zdaj, mogoče, če sam povem, 24 milijard evrov denarja imamo Slovenci na vpogled, se pravi, to je denar, ki ne ustvarja nobenih obresti, ni obrestovan, pač sam leži tam na bančnem računu. Blaž Brodnjak je celo potem še ekstra izpostavil, da od NLB upravlja kar 70% vse gotovine, in pa po drugi strani, ne, ko govorimo o slovenskih, ki hrčkajo denar na enem kupčku in smo evropski rekorderji v tem pogledu, pa na drugi strani vidimo tudi Warrena Buffetta, ki ima ta hip 382 milijard dolarjev denarja in denarnih ustreznikov, kar je največ v zgodovini Berkshire Hathaway. Hkrati 5. četrtletje zaporedje ni odkupil lastnih delnic in 12 četrtletji zaporedje neto prodajalec. Zdaj bomo pa midva sistematično razdelala tole, kar sem zdaj povedala. Dajva najprej se dotakniti tega denarja in denarnih ustreznikov. Kaj to pravzaprav pomeni? Recimo depoziti, ki si omenjena, visoki depoziti so, bom rekel, denar, ki prej ko slej deloma potuje na borzo, kar tudi dviguje tečaj. Recimo vzpon slovenske borze se lahko malce razloži tudi s tem. Slej ko prej se del tega denarja zlije na borzo. Kot drugo, obresti na depozite ali pa obvezniški donosi, recimo kot nadomestek tega, so alternativa drugim naložbam. Prej sva rekla, da nevarnost za delnice. Če imajo ljudje veliko depozitov in da so ti depoziti, da jim recimo obrestne mere na te depozite padajo, če bo centralna banka to zniževala, bojo padale, bojo čedalje manj atraktivni. Tedaj ljudje pogledujejo po alternativah, kar so recimo delniški trgi. Zdaj, ali je, kar si Buffetta omenila, ali je trenutno moment, ne, ker on ima veliko pač keša, če temu tako rečem. Ampak ta denar ni cash na vpogled, ampak je denar na nekih kratkoročnih naložbah, obveznicah in tako naprej, ki nosijo nekih državne okoli 4-4,5%. 4 do 5%, ja. Tako. To je njemu trenutno parkirano in čaka priložnost za vstop v kakšne, bom rekel, finančne delniške naložbe. Lahko rečemo, da to je Buffettovo ravnanje, ki se ravna čisto po temu, po racionalizmu. Ne? Racionalno je kupiti nekaj, kar je 4% pa zihar, kot nekaj, kar je golob na strehi, ne? Ali bo šlo gor ali ne. Ampak mislim, da on zelo veliko analizira podjetja in premišljuje, ali je zdaj že sprejel kakšno odločitev, da bo kaj kupil, tega ne vemo. Ne. Mogoče je že zdaj ugotovil, da je nekaj se splača kupiti. Samo preden pride do operacionalizacije, poteče nekaj časa. Ima pa on v portfelju kar nekaj podjetij, ki recimo, če bi to logiko spremljal, ne, da je vse super drago, da jih ne bi imel. Jih pa ima, tako da za tista podjetja, ki jih ima, verjetno obstaja razlog, da ustvarjajo boljše procentualne donose, podjetja govorim, ne cena delnic, cena delnice sledi slej ko prej podjetju, ustvarjajo boljše donose kot ti depoziti. Recimo,
podjetje, ne, če ga kupiš po ceni 100 in če ustvarja recimo od dobička 10, je to 10% donos podjetja. In če kupiš to podjetje, si lastnik tazga posla, 10%. Zdaj, če ti pa denar leži gor po 3% na TRR-ju, je pol razlika 7%, ki je atraktivna in slej ko prej bo ta denar iz depozitov prišel tudi na borzo. Slej ko prej. Eni se bojo prej odločili, eni kasneje. Sigurno zdaj niso cene mase delnic podjetij tako atraktivne, da bi veljalo na vrat na nos kupovati, kar tudi Buffett ne dela, ampak selektivno so na nekaterih panogah, na nekaterih področjah, vsaj kakor jaz dejansko malo raziskujem, cene recimo dokaj primerne. Zdaj, ko omenjaš te delnice, 2/3 njegovega portfelja predstavlja delnica Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola in Chevron. Se pravi, 12 četrtletij smo rekli zapored neto prodaja delnice. Kako zdaj ti gledaš na to sestavo njegovega portfelja, ker mislim, da celo v nekem trenutku predstavljal Apple več kot 50% njegovega portfelja, če se prav spomnim. Ja, zelo veliko koncentriran portfelj je na par delnic. Tako kot si povedala in kot sva prej rekla, med 50 pa 60% denarja ima v super izvrstnih podjetjih, ki sva jih opisala malce prej. To ni naključje. Skratka, on take slabe dipe, oziroma dipe na borzah izkorišča za vstope. In recimo Apple je podjetje z super ograjo in tako naprej. Potem je American Express tudi ne. Zelo prepoznaven, sicer je možen vstop v panogo, ampak težko, lahko tudi dviguje provizije podjetje. Zakaj? Zato, ker ljudje so navajeni na to kartico in ne bo večina vlagateljev menjala svoje kartice, če mu recimo ponudnik kartic zviša provizijo, ne vem, iz $15 na leto na 20. Bo rekel, dobro, vajen sem ga, plačujem z njim in tako naprej. Podobno je z Mastercardom. Pa si pa omenjala neka podjetja, Chevron, naftno podjetje. Tukaj gre pa verjetno za bolj propustno panogo, kajti vstop je lažji v to panogo, ampak cene so pa atraktivne. Zdaj, kar si nafto omenjala, recimo naftne delnice so relativno kar dosti atraktivne. In on ima poleg Chevrona, mislim, da je tudi Occidental noter, Petroleum še ravno tako naftno podjetje, kjer je noter on zdaj svoje deleže ni zmanjšal, mislim, da jih je celo malce povečal. Ampak en gro pozicij ima pa v čudovitih poslih, v čudovitih podjetjih. In to dejansko ne menja, ampak prilagaja. Mogoče malce prodaja, malce dokupuje, ni pa all in, all out strategija. Medtem, ker pri običajnih podjetjih, navadnih podjetjih, dobrih pa slabših, ki smo jih prej, bom rekel, opredelila, pa dejansko gre noter pa ven. To so tele neke manjše pozicije, ki jih ima tukaj. Sej, če pogledamo, zdaj ima podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo, ne vem, varnostnih naprav, potem gradbeništvo in tako naprej. Tukaj je malce bolj rigorozen. Seveda, če kjer od teh podjetij prepozna kot bodočega zmagovalca, da bo postalo odlično podjetje, potem njegov delež počasi dodaja, ampak to ne gre pri njemu tako hitro, da bi on rekel, to se mi zdi pa super, zdaj bom pa to kupil, da bo to zavzemalo, ne vem, 15% portfelja kar danes.
Pot do tega, da si podjetje zasluži dolgoročno pozicijo v njegovem portfelju, je kar traja nekaj časa. Zdaj, če lahko na hitro sam malo povzamem, in sicer denar ni denar na računu, ampak je investiran v kratkoročnih inštrumentih s fiksnim donosom, se pravi, ki prinaša 4-5 odstotke, 4 do 4,5 odstotkov na letni ravni. In pa seveda njegov portfelj je relativno stabilen, ima tistih par delnic, ki jim ostaja zvest. Pa daj mogoče sam, če lahko malo pokomentiraš Coca-Colo. Kupujo je, mislim, da leta 1960 in je še do danes zvest Coca-Coli. Zakaj? Coca-Colo je kupil pred mnogimi leti, ker je bila cena takrat super atraktivna. Blagovna znamka je bila pa zelo prepoznavna. Seveda je takrat imela neko konkurenco, resno, še danes ima konkurente, ampak čedalje manj resne. Ampak cena je bila zelo atraktivna, tako po price earningu, kot po nekih drugih vidikih. Prodaja je padla, pesimizem je bil, cena je bila celo nižja od knjigovodske vrednosti, kup takih stvari. Skratka, ko se neke take super ugodne okoliščine, ki ceno zbijajo prepoznavnega podjetja, krepko dol, takrat je on pač vstopil. Zdaj pa on je takrat vstopil po eni zelo atraktivni ceni in zdaj on si računa tole dividendno stopnjo na tisto atraktivno ceno, po kjer je on kupil. Tako da njegova dividenda, on dostikrat reče, da mu Coca-Cola prinaša 70% dividendo. Ko sprašuje, kako pa to, saj cena je taka. Ja, ampak jaz sem kupil po tisti ceni, ne? Zame je dividenda taka. Ne? Ampak pustimo to. Šlo je za dobro podjetje, kjer je vstop v panogo možen, kar sva prej povedala, ampak je bila cena super atraktivna. Zdaj, kako je prišel do tega, da je prepoznal, da bo Coca-Cola še naprej med zmagovalci ali pa celo glavni zmagovalec trga brezalkoholnih pijač, to je pa mogoče že kakšna druga tema. Ja, se mislim, da še Donald Trump ima tisti gumb, da mu Coca-Colo dostavljajo, ali kaj že v pisarni ovalni. Ja, nekatera podjetja dobivajo take brende, v bistvu Coca-Cola, prej smo rekli cenovna pricing power, oziroma občutljivost ljudi na ceno. Coca-Cola lahko podraži, ne more tako podražiti recimo kot Apple, ali pa ASML, ta si lahko privoščita, da se, si lahko kupce privoščita v narekovajih. Coca-Cola pa tudi lahko malce podraži in ljudje iz navade pijejo Coca-Colo. Zdaj, a boš po neki drugi pijači posegel, ker je 3% cenejša, ne vem. Ljudje ima okusa Coca-Cole, verjetno ne bojo šli v to, ne? A te lahko vprašam, ker zdaj verjetno obstaja možnost, da bo nekdo rekel, jaz bom pa kar prekopiral portfelj Berkshire Hathaway. Pomembno je tukaj se zavedati, ker si že večkrat poudaril, da pač on je kupoval ta podjetja po izredno atraktivnih cenah. A so te cene danes tudi atraktivne? Si mogoče kaj gledal valuacije teh podjetij? Ja, njegove delnice, če bi takole čisto tehnično gledali, so precenjene, ki so zdaj pač v portfelju. To je tudi ta velika peterica, ki spada med recimo podjetja za ograjo. Zdaj, zakaj on ne kupuje, prodaja, zakaj ne menja portfelj? On bolj stavi na to, da najde nekega zmagovalca, nek čudovit posel in potem na tale nihanja tekoča 20% dol, pa 10 gor in tako naprej, on ne reagira. Zdaj, ena stvar je, da ima to davčne posledice, če prodaš pa kupiš, ne. Če prodaš z dobičkom, plačaš pač davek, ne, potem mogoče si prodal, pol vidiš, da je še zadeva šla bolj gor. On bolj stavi na usodo podjetja svojo odločitev pri tem, ali bo kupil ali prodal dolgoročno, recimo. Tako kot, ne vem, zdaj na trgu, če imamo
Luko Dončića, če kakšno tekmo slabše odigra, pa da zgubi njegov Lakers, ne vem, za nekaj pik in gor dol, lastnik Lakersov ne bo njega šel takoj prodajati po 5 tekmah, ki jih je zgubil, ne, rekel, ja, nisi dal toliko točk, kot sem jaz mislil, ne. On bolj gleda veliko sliko, ne, da je Luka Dončić, ga gleda iz vidika nekih 10 let v horizontu naprej, ne, in ne da tazga poudarka na 2-3 slabih tekmah. V bistvu je tudi vlaganje, naj bi se po podobnih principih dogajalo za nekega vlagatelja dolgoročnega. Ne. Kratkoročno nihanje, bom rekel, vstop, all in, all out, ima, kot sem rekel, davčne posledice, drugič pa človek je dejansko zmotljivo bitje, ne, in v tem noter ven je ponavadi več zmot kot pravih odločitev. Na koncu, ne, to znajo povedati vsi, ki so se ukvarjali z kratkoročnim dnevnim trgovanjem. Marija, teh poznavalcev kratkoročnega trgovanja, dnevnega trgovanja, mislim, da TikToku jih je milijon. To so vsi največji strokovnjaki. Ampak to je hecno. Ampak zdaj, ko omenjaš Dončića, ekipo, v bistvu samo sestavljene portfelje, sestavljene ekipe najboljših igralcev, to, kar si tudi povedal, oziroma je Buffett povedal, ko izbira svoje naložbe, on izbira najboljše igralce, ki bodo na parketu dali maksimalno od sebe. Buffett je dal enkrat zelo dobro istočnico, si mi dala, škoda bi bilo to ne povedati. Buffett je dal enkrat zelo dobro paralelo med vlagateljem, investitorjem in pa lastnikom košarkarskega kluba. Pač sestavljaš, iščeš dobre igralce, ker če boš dobre igralce, boš dobre rezultate naredil, podobno kot bo vlagatelj naredil dobre dobičke. Zdaj, ko kupuješ te igralce, pač najprej je Buffett rekel, narediš preselekcijo, izbiraš med igralce, ki so zadosti visoki. Če gledamo košarko, ne, iz košarkarskega vidika, predsednik kluba. Igralci, ki so veliki vsaj 2 metra, ne boš iskal med 1,50 m, 1,60 m neko bodočo super ekipo. Mogoče imajo dobro tehniko ti ljudje, 1,50 m veliki, ampak košarka zahteva visoke ljudi in iskal bo preliminarno. Podobno, paralelno, ne, če bi paralelo na borzo povlekel, ne, iščeš pač podjetja, kjer je prodajni trg zagotovljen. Pač, če prodajnega trga ni, zastonj iščeš še tako talentirane, dobra, recimo ustrezna podjetja. Zdaj se pa ne ve, ali bojo ti dvometraši, ki si jih pač kupil, ne, kot lastnik kluba, ali bojo vsi trenirali trdo, razvili motoriko, tehniko, ali se ne bojo vdajali nekim, bom rekel, slabim navadam, pijačam, drogam ali pa kaj takega, ali bojo vsi resno delali. Zdaj, eni med temi, ki jih je kupil, ne vsi, recimo, da kupi 20 igralcev takih, kakšni 3 potem prosperirajo, dajo zelo dober output, dajo veliko košev na tekmo, trojne dvojčke in pa podobno, ne vsi. In bom rekel, ta peščica igralcev, par zvezdnikov, poleg ostalih, ki so recimo povprečni, lahko dajo dobre rezultate na koncu v recimo NBA ligi. In, ja. Po moje je vsem jasno, kam v bistvu gremo s to metaforo. Vsi želimo imeti najboljše igralce v svoji ekipi. Pa te bom tako vprašala, zdaj, ko gledamo S&P 500, recimo Nvidia 8% predstavlja že v tem indeksu, potem so še drugi pomembni igralci na AI področju, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, konec koncev, kar precej se dogaja tukaj, ampak Buffett pa se mi zdi, da tukaj ni prav preveč stavil na ta AI vlak oziroma na ta AI, ne vem, kako temu sploh rekla, maniji, če lahko temu tako rečem. No?
AI, on dejansko ni padel v to past, ne, da bi zdaj zagrabil po teh delnicah, ki najbolj rastejo zaradi AI-ja. To so v glavnem zdaj producenti teh čipov, ne, visoko zahtevnih, ki bojo podpirali AI oziroma izdelovalci softverja in tako naprej. Mislim, da mogoče on bolj čaka na podjetja, ki bo imela koristi od AI-ja. Od AI-ja bo imela mnoga podjetja koristi, predvsem taka podjetja, ki imajo že nek prodajni trg, ki pa bojo stroške zaradi AI-ja lahko pomembno znižala. Ne. Recimo to so podjetja, ki imajo mogoče neke, recimo banke ali pa podobne, ki imajo veliko stroškov z svetovanjem po telefonu ali pa informacija dajanje in tako naprej, bojo lahko zaposlile umetno inteligenco v teh klicnih centrih, kar neki že delajo, ne, in tu lahko pomembno zmanjšajo število zaposlenih. Zdaj, koliko bo kdo izkoristil, ne vemo, ne, ampak verjetno Buffett ni vedno med prvimi pionirji, da bi pač vstopil masovno v neko novo tehnologijo. Najprej vstopi z stopalom, da stopala med vrata, ne, če temu tako rečem, ne vstopi v prostor z polnim korakom takoj na začetku. Jaz mislim, da on zdaj zelo veliko analizira in da ima neke predstave, kaj bi zdaj on lahko v naslednjem koraku vstopil. Seveda, ko bo to naredil, bo predtem že rekel, to sem se par mesecev nazaj odločil na podlagi mnogih analiz. Zdaj, Warren Buffett je star 95 let, konec leta se namerava upokojiti v navednicah, tako da zanimivo, ko uporabljaš to besedo, da čaka. In on pravi, da je dolgoročni vlagatelj, za razliko od mladih borznikov, ki pravijo, da vlagajo kratkoročno, kar je malce paradoksalno. A se greva dotakniti še Buffettovega indikatorja, kaj to pravzaprav pomeni in kaj trenutno predstavlja? Ja, razmerje med... njegov indikator je nekje približno razmerje med BDP-jem, družbenim proizvodom in pa borzno kapitalizacijo oziroma tržno kapitalizacijo vrednostjo teh podjetij na borzi. Ja, in ta je zelo neugodna, na all-time high. Sej, če tako gledamo zgodovinsko, vse je šlo vedno na all-time high. Ne? Nekoč v starih časih je bilo to, borzna kapitalizacija je bila za pol manjša od BDP-ja, pa je bilo na 70%, pa je bilo na 1,1, so rekli, to je pa zdaj že napihnjeno, ne? Zdaj ne vem, zdaj je 2, še celo več, ne vem niti natančno. Tu se rekordi podirajo in zdaj, to je sicer neko opozorilo, ne, da ti da, da nisi čist brezskrben, ampak zaradi tega vreč, bi rekel, puško v koruzo, pa reč, ta indikator je pa zdaj tako visok, zdaj bom pa jaz borzo čist zapustil. Tega zdaj v bistvu, vsaj jaz ne vidim tega. Jaz sem preden sem se ukvarjal z Buffettovim načinom investiranja in pa tako naprej, sem dejansko tudi dost bral, mogoče ne poznate tega avtorja Andreja Kostolanija, ki je bil zelo dober kratkoročni prognozer in on je zelo včasih vehementno kontra trendu na podlagi tistega, kar sem prej, ko smo se pogovarjali o obrestnih merah in pa geopolitike in pa psihologije borznikov, včasih zelo vehementno napovedoval kontra splošnemu mnenju, ne, in imel zelo, zelo dober nos. Njega je takrat, če ga povem, najbolj skrbelo, če se bi geopolitika močno zakomplicirala. Ne. On je dal takrat paralelo leta 1939, ko je on videl močne težave v Evropi, ko so drugi rekli, da ne bo tako hudo.
ampak to je že neka druga zgodba. Drugače pa v vseh ostalem povojnem obdobju, ko so bile neke razne krize, pa raketna kriza ta, pa vojaški spopad tam, pa Bližnji vzhod tam, pa gor dol, ne, je bil v bistvu bolj ali manj optimističen. Druga stvar, ki ga je močno skrbela in za katero vsi priznavamo, da je lahko povzroči močan borzni popravek ali pa borzni zlom, je pa močen dvig oziroma dvig obrestnih mer. Skratka, skrajno huda geopolitika in pa vratolomno naraščanje obrestnih mer, no to je pa dejansko, to bi pa pomenilo, da smo res v težavah, ne. Sam indikator Buffettov je pa, zdaj, a se on tega res drži? Jaz bi tlele malce bil tako zelo skeptičen, ker on je recimo star maček, pa da bi on rekel, ja, gledajte, to je to, zdaj kupujte, zdaj prodajte. Neke stvari zadrži za sebe, po boje tudi. Ja, seveda zadrži. Zdaj, ko omenjaš Kostalanijevo jajce, je tudi en tak zanimiv primer, se verjetno veš, o čem govorim, ne, ki v bistvu prikazuje borzne cikle, psihologijo vlagateljev skozi en tak primer v skici jajca, ne? Ja, poznam, ja. V bistvu je tako, ne, depresija, evforija sta na spodnjem delu jajca je depresija, gor je evforija, vmes je pa eno umestno stanje. In zdaj tukaj tole jajce, eno, kar se gleda, je gibanje gospodarstva, drugo je pa gibanje borze, ne. In zdaj pozicije, ko smo bili na dnu tega jajca, ne, recimo smo bili mogoče 2,08 pa 2,020, zdaj pa mogoče, upam si reči, za nekatere vrste, ne, delnic smo mogoče na dnu tega jajca. Recimo tale umetna inteligenca je pa nek avtonomna kategorija delnic, ki pa mogoče je proti temu vrhu jajca, bom rekel, našlo zelo hitro pot. Tako da ne grejo vse delnice dejansko paralelno po tem krogu, ne, ki si ga omenila, ampak ene bolj, ene manj. Na dnu tega jajca je situacija, ko se bankir centralni, Powell, ali pa kdo drug, ki bo na položaju, ko se bo odločil z močno zniževanje obrestnih mer, ker hoče zagnati gospodarstvo. Na dnu jajca je gospodarstvo v težavah in takrat ga hoče bankir pospešiti, pač bom rekel, izboljšati njegovo zdravje. In ponavadi je takrat tudi za vstop na borzo primeren. Sliši se paradoksalno, pri vsem tem kaosu, ne, recimo, ki ga imamo, ne, da bo kdo rekel, ne, da zdaj smo pa na dnu tega jajca. Nekateri te ciklusi jajca niso tako močni, izraziti. Imamo močne cikluse, pa šibke. Zdaj smo mogoče v nekem šibkem ciklusu, bom rekel šibko, upam si reči šibka recesija, depresija ali pa kaj podobnega. Ne. Ni treba, da je vedno zelo močno vse poudarjeno, ne, da gremo na res depresivne tečaje in tako naprej. Pa zdaj so recimo, ja. Ja, zdaj o tem Kostalanjevem jajcu smo tudi kar nekaj povedali v podcastu Investiranje v delnice, sicer je bil posnet 21. septembra 2023, tako da se lahko mogoče tudi tam malo bolj poglobljeno poslušate. A greva midva mogoče vseeno na Buffettovo potrpežljivost,
Zdi se mi, da je zelo potrpežljiv možakar, ko vsi kričijo na vseh možnih koncih, se mi zdi, da on ohrani mirno kri. In on je v bistvu uporabil Mr. Market kot nekakšno metaforo, ki je v bistvu upeljal Graham, ki je bil Buffettov učitelj in je v bistvu Buffett naredil to metaforo globalno prepoznavno. Gre pa v bistvu za personifikacijo trga in Buffett pravi, da trg je čustven, iracionalen, včasih euforičen, drugič depresiven. Skratka, trg obstaja, da služi tebi, ne da bi v bistvu nekako diktiral, kako se boš ti odločal. In to vse predstavi skozi to metaforo Mr. Market oziroma gospod trg. In tukaj se mi zdi, da dejansko se tudi pokaže njegov pravi karakter, ker v bistvu se ne pusti temu trgu in temu kričanju iz trga, se enostavno ne pusti. Buffett ima svojo strategijo, svojo glavo in dela tako, kot misli, da je prav. No, tale Mr. Market je v bistvu v tem, da hotel je povedati, da je njegovo odločanje, ali bo prodal ali kupil, odvisno od vrednosti podjetja, ki ga predstavlja. In da je paralelo, recimo, da imate hišo. Recimo, da imate hišo v Trnovem, na lepi lokaciji, lahko jo rentate, ima, bom rekel, primerno, ne vem, služite tam 5-6% letno za rento, ampak notri se tudi udobno živi, uporabna vrednost je, nič ne de, če je zdaj kriza gor ali dol, gre za izvrstno naložbo. In zdaj recimo vam nekdo vsak dan trka na vrata, ne? Recimo to je ta Mr. Market, ki je po Grahamu včasih vesel, včasih je pesimističen in recimo, da je tale, da vi s to hišo delate, ne vem, lahko zaslužite 60,000, da jo rentate letno. Zdaj vam pa Mr. Market potrka, ker je slabe volje na trg, in ta Mr. Market je recimo borza in vam reče, ja, jaz bi pa za tole hišo dal 500,000. Kaj bi se vi odločili? Ali bi zaradi tega, ker vam je on nekaj ponudil, vi na vrat na nos prodali to hišo, ali pač enostavno zaprete vrata ali zamahnete z roko, pa nasvidenje drugič. Lahko pa kdaj Mr. Market pride k vam zelo dobre volje, super volje, skratka, borza je v deleriju, pri nekaterih naložbah, delnicah in vam ponudi recimo za vašo hišo, ne vem, 2-3 milijone. Seveda v tem primeru pa boste mogoče sprejeli njegovo ponudbo, ker je nespametno visoka. Zakaj je nespametno visoka? Zato, ker nekdo, ki bo kupil za 3 milijone in potem rental recimo za 60 jurjev, bo ustvaril, ne vem, mislim, da samo 2% dobička, če bo dal pa v obveznice, ker smo se v uvodu pogovarjali, nekaj ima Buffett, dobi pa 4%. Tako da v tem primeru se matematika spremeni. Recimo na tej zelo preprosti paraleli se lahko predstavljamo, kako Buffett razmišlja, ali bo kaj kupil ali prodal. Seveda neka podjetja, ki sva jih omenila, so nedotakljiva, za katero ona misli, da je lokacija teh hiš v prevodu teh podjetij na tako super pozicijah, da gre za, ne vem, tromostavje in tako naprej, da tam se pa ne prodaja, ker dejansko gre za nek super unikatno pozicijo, je pa pač odločitev drugačna. Ampak v osnovi obnašanje Mr. Marketa, ki je včasih vinjen, včasih je bom rekel, imam mačka, takrat, ko imam mačka, bi vas hotel pocen kupiti, ko je pa 10 ura, ko je super razpoložen, ko je že 6 koktejljev spil, potem pa bi vam bil pripravljen plačati veliko. In takrat recimo vi se odločate za prodajo. To je prednost borze pred nepremičninskim trgom, je dejal Graham, kajti imate priložnost, da vzamete ali pa zavrnete ponudbo borze, kar recimo nepremičninar nima dnevno možnost, da
se tako odloča, ne? Ker recimo nepremičnine nimajo take kotacije, da bi vsak dan lahko odčital tržno vrednost svoje hiše natančno. Približno veš, koliko je vredna. Ne? Zato je recimo so hiše dobra naložba za vlagatelje, ki imajo slabe živce, ne? Ki ne rabijo poslušati nekoga borzo, ne? Koliko je vredna njihova nepremičnina. Ne? Zdaj, mogoče, ker se pogovarjamo o tem dipu zdaj, ne? Mogoče je vrednost nekogaršnje hiše padla za 10%, ampak on tega niti ne ve, pa 15% zaradi tega dipa, sigurno ne. Ampak on tega ne ve, pač lepo spi naprej, zato ker ni borzne tečajnice. Borznik se pa lahko tudi navadi, da to borzno tečajnico dejansko ignorira, zamahne z roko in tako naprej. Ampak zdaj tega ne zmorejo vsi. Ne? Buffett lahko in to malce loči Buffettovega investitorja od množice investitorjev, ki na take šoke, če rečemo 20% pace, kar je za nekatere super šok, ne, niso vajeni. Ampak se investiranje pod črto obvladovanje tveganj, tako da eno je investiranje. Eno je investiranje oziroma da imaš neko znanje pa oceniti, koliko je vredno, drugič pa da imaš, bom rekel, potrpljenje, da se znaš nositi z borznimi nihanji. Ne? Ker borzna nihanja včasih nastanejo nepomembno od gibanja vrednosti podjetja. Recimo, borzna nihanja nastanejo zaradi nekih razlogov, ki so povezani z obrestnimi merami, geopolitiko, izjavami posameznih politikov, nimajo konkretne vrednosti, konkretne veze za vrednostjo podjetja. Ja. Zdaj, ko si omenil primerjavo nepremičnine, delniški trgi, ne moremo čisto primerjati, glede na to, da sta dva različna naložbena razreda, različno tvegana, ampak ja, en je za tiste, ki rabijo mirni spanec, en je pa mogoče ta drug delniški trg, je pa mogoče za tiste, ki pa znajo obvladovati tveganje in znajo v bistvu tudi se zvečer znajo zaspati. In jim ne predstavlja 10-20%, 30%, celo 50% upad prevelikega šoka. Mislim, da je Buffett celo enkrat rekel, da če nisi sposoben prenesti 50% upad na borzi, potem mogoče borza ni pravi naslov za tebe. Nekaj takega. Natančno tako, če na ta nihanje nisi navajen, potem je bolj, da denar pač daš v neke fiksne naložbe, recimo neke depozite ali kaj podobnega. Zelo pomemben je tukaj karakter v vsakem primeru. Karakter mora biti, bom rekel, jeklen moraš biti, tako kot v življenju pripravljen na razne dogodke. Tudi v življenju imaš pozitivne in negativne dogodke, celo zelo slabe dogodke, pravi Buffett setbacks, ali bo nek študent ga je vprašal na zadnjem srečanju, ne, ali lahko pričakuje v prihodnosti tudi borzna nihanja, taka kot se bila v preteklosti, je rekel, ja, vsekakor, ne, nihanja boste imeli in z vašim portfeljem in v vašem življenju, ne. Na vse zadnje, največji nihaj v vašem življenju je povedal v obliki črnega humora, je takrat, ko boste umrli, ne? Ampak pol je bilo, ne? Pustimo šalo na stran. Ampak ja, imeli boste težave in težave bojo prihajale. Ampak če je narava podjetja ta prava, če ima podjetje ograjo, o tistem, čemur mi govorimo, če je karakter človeka ta prav, bo pač te viharje preživel, ne? In tudi delnica ji bo preživela. Tako da ne prodajaj v narekovajih Dončića po 3 slabih tekmah. To je bivši trener Dallasa je to ugotovil. Ja, Niko. Kaj sem hotela? Okay. Za zaključek morava narediti en povzetek. Rekel si, trenutna korekcija, ki jo vidimo na borzi, se ne bo sprevrgla v neko dramatično krizo ali pa večjo korekcijo, ne pričakuješ 25% upad. Ali pa še večji upad, ampak zdaj definirala smo tudi časovnico, recimo ali nekako na srednji rok vidiš, da bi se zgodila nek večji popravek, če greva lahko samo še enkrat na hitrico obnoviti.
Možno je, na srednji rok je povsem možno, ne vemo. Ne vemo, kakšno bo gibanje obrestnih mer, ne vemo, kakšno bo stanje gospodarstva. Zdaj, v trenutni konstelaciji za nekaj par mesecev naprej lahko damo neke meglene napovedi, za nekaj par let naprej pa težko. Zlatko, kaj pa če si se zmotil? Čist dopuščam to. Dejansko, prvo, kar moram reči, sem zmotljiv. To je prvo, kar dejansko priznaš. Torej si človek, nimaš neki kristalne kugle, da bi lahko pogledal, torej lahko, da se tudi motimo. Življenje je bilo polno zmot, ja. Saj na napakah se učimo, tako da lej. Absolutno. V redu, velja, super. Najlepša hvala za odlično debato. Glede na to, da se poslavlja Warren Buffett s koncem leta z pozicije šefa Berkshire Hathaway in bo predal štafeto svojemu nasledniku Greg Abelu, se mi zdi, da bomo pač tudi mogli v bližnji prihodnosti narediti še en tak njegov lep povzetek, kaj vse je v bistvu naredil za v bistvu konec koncev za sam svet investiranja, za vse investitorje. Tako da se strinjaš? Se zelo strinjam. Dal je celo en zelo dober, če mogoče končam z enim dotipom. Enkrat ga je novinarka vprašala, gospod Buffett, kaj že tako vse stvari veste, kaj je pa skrivnost srečnega zakona, ne, med moškim in ženskom? Ne? Pol je pa rekel, ja, ne vem, kaj je skrivnost srečnega zakona, lahko pa povem, kaj je pomembno za dolg zakon. Ne, in kaj bo povedal, je rekel, ja, nizka pričakovanja. Tako je tudi za borznika, da si ne zida gradove v oblakih, pomembno pri njegovem portfelju, pri njegovih dobičkih. No, zdaj, ko meniš od Buffetta zakon, on je imel tako zelo netipičen zakon, ne? Mal je bil poročen, pa je mal zamenjal svojo ženo z eno ljubico, s katero pa zdaj že kar nekaj časa, ne? In tudi za njo je v bistvu svetoval, da ko bo pač se poslovil Warren Buffett, ne pač investirajo denar v S&P 500 za to njegovo ženo, ne? Ja, imel je veliko bolj zanimivo življenje, oziroma ga ima, kot si eni mislili. Eni si mislili, da je dolg čas, se nič ne dogaja, ampak kot kaže se pod površjem dogaja veliko. Ne? Tako da ja, ne vemo, kaj se dogaja za zaprtimi vrati. Za zaprtimi vrati ne vemo, kaj se dogaja pri Warrenu Buffettu, ampak zagotovo ni dolg čas glede na vse, kar se mu je dogajalo v vseh teh 94 letih. Ne. Zakon je dolg, zdaj je srečen. Zakon, dolg ja, je. Ne vem, koliko časa je s to drugo ženo. A se je on poročil s to drugo ljubico ženo, ali ne vem, karkoli že? Mislim, a veva toliko detajle, a sva šla kdaj? Ne vem, vem samo, da mu je prva žena, ki je bila na smrtni posteli, svetovala, rihtala, ne, uredila, da bo ona njena naslednica. Ja, sam mislim, da je ona to že ful prej naredila, preden je bila zbolana. Se mi zdi, da je ona že prej zrihtala te stvari. Je zrihtala, kar je ker nista bila neki ful kompatibilna. Ja, v bistvu zelo zanimivo. Ja, vidiš, zanimivi ljudje, ja, ti investitorji. Ja. Ta bogati milijarderji, da ne bova šla zdaj v njegove prihranjevalne navade in druge navade, ker to je pa tudi next level. Ok, Zlatko, najlepša hvala za odlično debato. Hvala lepa, tudi tebi za povabilo in pozdrav vsem. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.